obrazi mekatronike. Ker se prej nisem predstavila, mislim, da je čas, da se sedaj le predstavim. Moje ime je Ajda Kamenik in sem učiteljica na tej šoli. Prej sem že pozdravila vse ravnateljice in ravnatelje, mentorje in mentorice, sedaj pa še posebej pozdravljam vse naše goste, predstavnike posameznih fakultet, obrti, podjetništva in posameznih institucij. Se pravi, dobrodošli tudi vi pri nas na naši šoli. V tem trenutku bi lepo prosila našo ravnateljico, gospod Pani Al-Mansur, da slavnostno otvori našo okroglo mizo. Hvala. Pozdravljeni, cenjeni gostje in dijaki, mentori, zopet ste se vrnili na začetek. Na začetek pomeni ne na začetek vaše poti, ampak tam, kjer smo se zjutraj srečali. Za vami je zanimiv dan. Predstavili ste tisto, kar ste ob podpori mentorjev ustvarjali in upam, da ste vsi s svojimi predstavitvami zadovoljni, da ste videli, da ste resnično tukaj samo najboljši. Vi predstavljate obraze mekatronike, vaše ideje to predstavljajo. Kako vidijo vse obraze mekatronike naši vabljeni gostje, bodo pa povedali v nadaljevanju, ko odpiramo razpravo. Hvala. Sedaj si bom še jaz privoščila en kratek uvod, če mi dovolite nekaj minut. Kaj bi rada poudarila, da večkrat so nas pedagoške delavce že vprašali, kako v šolah skrbimo, da pri mladih spodbujamo inovativnost in ustvarjalnost. Mladi se učijo s posnemanjem starejših, torej so sledilci odkrivanja novih področij. Poslanstvo, ki ga imamo šole, je, da spodbujamo radovednost in navdih pri mladih. Odkrivanje novih področij, ki jih zanimajo in kjer so talentirani. Človek ima v sebi potencial možnih področij, kjer je inovativen in ustvarjalen. Vendarle pa je ustvarjalnost nemalokrat skrita in lahko bi rekli, da je včasih kot trnulčica, ki jo je potrebno malce prebuditi. Ko to razmišljanje povežemo z vlogo dijaka, ki se deluje na forumu mekatronike, ugotavljamo, da je to za dijake odlična priložnost, kako jih spodbuditi in usmeriti na poti raziskovanja. Ta pot odkriva mnoge talente in kasneje strokovnjake. Hkrati pa je to priložnost tudi za mentorje, da širijo svoje strokovno znanje. Dobra šola si mora prizadevati, da mladim daje uporabna znanja, odkriva njihove sposobnosti, spodbuja sodelovalni pristop in seveda tudi ustvarjalni entuziazem. Namreč, naša država potrebuje ustvarjalne ljudi, saj nas na poti razvoja lahko usmerja samo znanje. Za znanje pa lahko rečemo, da je to najzanesljivejša delnica, ki nikoli ne izgubi svoje vrednosti. Torej, ustvarjalnosti naših dijakov ste si lahko danes ogledali in upam, da ste bili zadovoljni, ker namreč tukaj so zbrani vsi najboljši mekatroniki v Sloveniji. Zdaj pa prosila vas, drage goste, če se mi lahko prosim na kratko vsak predstavi, naš dijak pa bo seveda delil mikrofon. Hvala lepa. Jaz sem Zorič Pero, predstavnik in lastnik firme Stoja d.o.o., ki že 25 let dela na področju razvoja električnih avtomobilov. Naš proizvod je asinhronni pogon, torej pogon avtomobila z asinhronnim vodohranjenim motorjem. Na tem področju smo orali ledino, od začetka tudi pri zakonodaji, ker smo sodelovali pri poročilih, kasneje je to prišlo tudi v zakonske akte. In na tem polju še kar vztrajamo, torej še smo živi, da se da tudi s tem držati. Hvala lepa. Lep pozdrav, moje ime je Milan Simčič, prihajam z Fakultete za elektrotehniko in sicer iz katedre za avtomatiko. Ukvarjamo se predvsem z modeliranjem, simulacijo, regulacijami in v zadnjem času predvsej tudi z avtonomnimi mobilnimi sistemi. Lep pozdrav, moje ime je Peter Tkaran, prihajam
spletne fakultete iz Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, in sicer iz katedre za kibernetiko, mekatroniko in proizvodno inženirstvo, vodem en laboratorij, v katerem se z mekatroniko ukvarjamo pravzaprav že 3 desetletja, pa takrat nismo vedeli, da se temu tako reče. In seveda, danes sem navdušen pravzaprav na tem, kar sem videl, in vas pričakujemo v naših progi. Moje ime je Toni Laznik, prihajam iz podjetja IBM. Sem lastnik in direktor podjetja, ki se ukvarja predvsem z organizacijo strokovnih sejmov, eventov in pa prireditev v Sloveniji in v tujini. Naš najuspešnejši projekt je IFAM, to je sejem za avtomatizacijo, robotiko, mekatroniko. Organiziramo v Celju več kot desetletje. Se pa tudi trudimo, da bi izobraževalne institucije vse prikazale za svojimi produkti, deli na samem sejmu in nekako postale res med izobraževalnimi inštitucijami in gospodarstvo kot take. Hvala. Pozdravljeni, moje ime je Joško Vezina, prihajam iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, sem predstavnik sekcije elektroniko in mehatroniko. Se pravi, vsi dobrodošli mladi dijaki v naši sekciji, bodoče kot ali sodelavci ali kot samo kot dijaki, tako da se veselim sodelovanja z vami. Hvala. Lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Igor Škrjanc, prihajam sem Fakultete za elektrotehniko in sicer sem vodja laboratorija za avtonomne in mobilne sisteme. In glede na to, da sem videl tukaj pri vas kup nekaj projektov, na neko avtonomno vozilo, zelo hitro lahko predlagaš na sodelovanje, kjer bi pripravili tako vozilo s algoritmi, ki omogočajo, da se taka vozila lokalizirajo v prostoru, da znajo zglediti potem zemljevid prostora, v katerem se gibajo, se izogibati oviram. In to so tiste stvari, ki jih mi pravzaprav počnemo in učimo naše študente. In seveda tudi jaz se vas vabim, da se nas priključite naslednje leto, ko končate usposabljanje na tej šoli. Živim sem skupaj, moje ime je Simon Pivec, sem solastnik in direktor razvoja podjetja Quadroford. To je podjetje, ki je razvilo dejansko najbolj sofisticirano proizvodnost sredstvo za vožnje po vodi z najmanjšim možnim uporom in z največjim izkoristkom na svetu trenutno. Take zadeve, katere vi delate v mekatroniki, so za nas vse zanimive, ker sama strojništvo več ni dovolj. Sisteme, ki jih mi uporabljamo, dejansko so veliki smeri trenutno, katere vi upravljate sedaj. Tako da vse take ideje, katere ste danes predstavili, pa vse še bolj držne stvari, ki jih imate v mislih, definitivno nas tudi zanimajo. Ravnokar bomo zaposlili 10 do 11 ali celo do 15 inženirjev, mekatronikov, strojnikov, elektronikov v našem podjetju. Vsi, ki so toliko drzni, da si upajo več, kot vsi ostali. Tako da dobrodošli tudi kasneje, ko boste zaključili šolanje, da se oglasite v našem podjetju in vsi, ki boste izstopali s svojimi deli, ste vsekakor dobrodošli v našem podjetju. Hvala lepa, gospod Pivec, dali ste nam res dobre informacije. Vse skupaj in imam funkcijo direktorja Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Mogoče za dijake bolj kot za same mentorje. Mi smo tisti, ki vam pravzaprav določimo, kaj se morate v določenih kurikulih učiti, po domače v vaših programih. Torej, prihajam iz inštitucije za ostale kolege omizja, ki skrbi za to, da poskušamo pravzaprav interes delodajalcev uskladiti z tem, kar na kraju naj bi dijaki znali in dobili skozi izobraževalni proces. Se pravi, delamo od poklicnih standardov, potreb, direktno trga dela, do izobraževalnih programov, do tega, da poskušamo nuditi podporo pri izvajanju tega in posodabljanje znanj, ki so pač nujna zaradi naglega razvoja tehnologije in industrije. Pa še nekaj mogoče v zvezi z mekatronikov. Mi smo bili tisti, ki smo pač z šolami in z delodajalci začetka kar nekaj let že nazaj razvili te programe, jih poskusno uvedli in ponosni smo, da pravzaprav so ti programi dali rezultate. Hvala. Najlepša hvala vsem gostom za njihovo predstavitev. Sedaj pa, če morda dovolite, da si sama izberem nekoga izmed vas,
In kad dejansko vprašam, gospod Rozina, če ste mogoče pripravljeni odgovoriti, kako si vi sami razlagate tehnični termin mekatronika? Kot sem vam že prej omenil, prihajam iz podjetniške zbornice. Mehatronika, elektronika, seveda to tudi z mojega poklicnega udejstvovanja, to se mi zdi en zelo lepih in takih perspektivnih področij dela ali pa izobraževanja, tako da vidim ga pozitivno. Tudi, če izkoristim mogoče to priložnost, zdaj so časi v našem gospodarstvu takšni pač so. Nekateri vidijo vse črno, temno, ni prihodnosti, ampak jaz vidim osebno, da v elektroniki in mehatroniki je bodočnost in da so na vidiku tudi uspešni projekti, kot je že gospod prej omenil, tako da vidim perspektivo seveda. Super, če mi dovolite samo še eno nadaljno vprašanje za vas. Glede zaposljivosti v industriji, kje bi vi zaposlili posamezne mekatronike? Kje vidite zaposljivost naših dijakov? Poglejte, po mojih ocenah, recimo, ta profil elektronika in mehatronika je prisotna kar v večjih profilih segmentov gospodarstva. Tako da tukaj jaz ne vidim bojazni za tiste dijake, ki bodo uspešni v svojem izobraževalnem ciklusu, tako da ne bi se omejeval na kakšno področje gospodarstva, ampak da vidim v širšem ciklusu gospodarstva. Najlepša hvala. Imamo da kdo izmed gostov kakšnokoli repliko, mu lahko damo brez težav besedo. Sledeče vprašanje bi podala gospodu Bandu, če smem. Kakšna znanja se vam zdi, da bi moral obvladati posameznik že našteti poklic, se pravi poklic mehatronika? Ja, zelo interesantno prvo vprašanje. Namreč pri izobraževanju sledimo dvem ciljem. Dvem ciljem en je, da je pravzaprav mehatronik zaposljiv, istočasno pa, ker je tudi pri omizju, tukaj so prisotni pač iz fakultete, da je tudi možno dodatno ali pa nadaljno študiranje. In zdaj iskanje tega kompromisa med temi znanji, enimi in drugimi, eni so zelo specifična, poklicno usmerjena, že bi rekel, za delovna mesta naravnana, druga so pa zelo splošna, z temeljnimi, z ključnimi kompetencami, z znanji iz splošnih predmetov, ki so pa potrebna za nadaljni razvoj in študij. In tukaj iskati balans med tem je težko, oziroma ga najti idealnega, ker če bi poslušali delodajalce, bi nam lahko mogoče rekli, malo premalo tega znajo, če bomo poslušali fakultete, bomo rekli pa malo premalo tega znajo. Bistvo pa je, da mlademu odpremo ta obzorja zlasti pri takih programih, ki so pravzaprav iz različnih strokovnih področij, ki niso vertikala nekega področja, ampak tu je namreč mehatronika, je zgodba elektronike in strojništva, pa še kaj bi lahko našteli, ker zelo hitro bomo tukaj zahajali še v bioniko, pa še marsikaj. Torej, tu je pomembno, da dobijo dijaki pravzaprav ta temeljna znanja, ki kasneje v življenju morajo znati dodelati. Bodi si pri delu ali pri študiju. Namreč iluzorno je pričakovati, da bi skozi šolo, zlasti srednjo šolo, že naredili formiranega tako delavca kot študenta. No, od tu naprej se tako navezujem kar na vas, gospod Pivac, glede na to, da imate namen, glede na to, da imate namen zaposliti nekaj novih posameznikov, se vam zdi, da imajo današnji mehatroniki, ki končajo srednjo šolo, kakšen primanjkljaj v znanju in kje bi vi to nadgradili? Ja, kar sem danes videl, sem z veseljem moram povedati, da sem se videl zelo zanimive projekte. Vsak je stopil na svojem področju in nekateri so bili res biseri, saj kar se mene tiče. Že danes lahko povem, tako da čestitke vsem dijakom, ki ste to naredili. Definitivno vidim zelo veliko prihodnost v tej smeri po tem poklicu, bi pa izpostavil eno stvar. V življenju se nikoli ne smete ustaviti kljub temu, da vam kdo reče, da se tega ne da narediti. Vse se da narediti. Stvar je samo v tem, da morate grist toliko časa, da pridete do tistega cilja.
Seveda pa zato potrebno ogromna energija, pa ogromna ustrajnosti. In to, kar sem danes videl tukaj, recimo pri projektih, definitivno, če je ta zadeva potem še v kasnejšem izobraževalnem programu nadgrajena, se pravi na fakultetah, mislim, da je zelo hitro prodajljiva tudi oziroma zaposljiva v industriji, brez kakršen problema. Super. Same dobre informacije nam danes daje gospod Bivac. Naj mikrofon kar ostane še prosim na isti strani, ker imam pa sedaj za dr. Škarjanca eno vprašanje. Koliko velja izobrazba na papirju v primerjavi s surovim praktičnim znanjem? Ali dijaki, ki tukaj naredijo maturo, oziroma študenti, ki diplomirajo, imajo zadosti praktičnega znanja, da lahko v industriji normalno delajo? Jaz bi potem, kar sem danes videl, rekel, da imajo pravzaprav vaši dijaki zelo veliko znanje, zelo široko znanje, povezuje različna področja. So taki izvedbe projektov, realno so to najboljši dijaki in z motivom in s temi znanji lahko že zelo dobro delujejo v sami industriji. Je pa seveda pomembno, da če hoče naša industrija biti korak naprej, predvoj v svetu, potem so seveda potrebni novi razvojni projekti, torej razvoj določenih izdelkov. Tam pa verjetno potrebuje še določena temeljna znanja, da se take stvari razvijajo. Torej, nekaj več osnovnih znanj oziroma znanj osnovnih področij, da se take stvari potem lahko pravzaprav razvijajo. Torej, kombinacija vsega tega seveda lahko dala tudi neke razvojne projekte, neko dopovedne smisle. Najlepša hvala. Isto vprašanje bi še enkrat ponovila na drugi strani mize, tudi profesorjem na fakulteti, se pravi gospod dr. Butala, če lahko prosim na isto vprašanje odgovorite. Se vam zdi, da imajo študente, ki diplomirajo in tudi naši dijaki zadosti praktičnega znanja, da lahko konkurirajo že v začetku v industriji? Ja, torej, vprašanje pravzaprav ni tako enostavno odgovoriti, ampak jaz bom rekel, da pač tu eno evolucijo vidim tudi v izobraževanju. Včasih je veljalo, šola mora dati tista teoretična znanja, potem pa je 5 let, ko pride inženir v fabriko, pa ga bomo naučili, da bo še znal delati. Tega časa, teh 5 let, danes jaz mislim, da ni več. Spravi, v bistvu se moramo zavedati že v tem našem šolskem sistemu, da poleg teh teoretičnih znanj, analitičnih znanj, ki jaz mislim, da jih dobijo naši študenti in dijaki največ, da so tu še zelo pomembna znanja za sintezo, inženirsko sintezo, na koncu so nekakve produkt narediti, kot smo jih danes videli, čimer ste se vi ukvarjali, to je sinteza, to je nekaj novega, to še ni, recimo, dobro ste nekoče kaj sistema, ampak kakšne stvari so zelo inovativne v zrazu. Potem jaz mislim še eno pomembno znanje, kar je za mehatronike specifično, sistemska znanja, spravi, da znamo stvari se lotiti sistemsko, da razumemo zadevo kot celoto. Jaz vidim moje kolege v glavnem, ki so specialisti na določenih področjih, oni so detaljisti, dostikrat ne razumejo sinteze oziroma sistema. Tudi naši, vladavi se zdi, da ne razumejo dobro, da ta znanja v tem okolju primanjkujejo. Naslednja stvar, ki se mi zdi pomembna, pa tudi vedno bolj temu dajemo pozornost v izobraževalnem sistemu, so te socialne kompetence, kako ne rečemo. Spravi, da dijaki, študenti vejo, kaj je to odgovornost, da znajo komunicirati, da znajo delati v timu, ker jaz mislim, da to industrija potrebuje. Saj mislim, da je to tako. Skratka, to je tudi en pomemben segment. Pa ne nazadnje, tudi znanje jezikov, jaz mislim, da je pomembno. Ampak zdaj tle, mi živimo v globalnem svetu, tega se moramo zavedati. Tle je jasno znanje tujih jezikov pomembno, ampak kot mehatroniki mislim, da moramo imeti v mislih pa še eno znanje jezikov programiranja. Mislim, da je to tudi eno ključno področje, kar mehatroniki vemo in razumemo, ampak ko smo mi delali na naši šoli bolonsko prenovo, so vsi rekli, da programiranje pa vse to naravno. Ampak jaz mislim, kot mehatronik, ki dobi potem študente v tretjem letniku prve stopnje oziroma na drugi stopnji, se pa zavedam tega primanjkljaja. Najlepša hvala. Se pravi, dijaki, pravkar ste dobili pohvalo, da ste se še enkrat odlično danes odrezali.
Gospod Laznik, če smem vam postaviti eno vprašanje. Povejte mi, vi ste v industriji, povpraševanje, ponudba, kdo bi moral biti vezni člen med šolstvom in industrijo? Da bi res vzgojili mlade mekatronike, ki bi lahko takoj po končanem šolanju, ali pa po srednji šoli ali po študiju, res začeli normalno delati in konkurirati vsem ostalim. Mogoče ki mislim, da pravi, da kolega v sredini bolj pravo za ta odgovor. Po mojem mnenju, po končani srednji ali po končani fakulteti, ne rabimo nobenega umestnega organa, zato da se nekdo dopustni. Jaz mislim, da je bolj pomembno to, kar so fante pokazali danes, pa je kolega Butala rekel sistem, sinteza, pa znanje jezikov. Če bodo to sami pri sebi naredili, potem, če bodo razmišljali, da postanejo podjetniki ali obrtniki, so več pa dosti naredili za sebe, potem bojo zaposlili v vsakem momentu, ali za tistega, ki zna narediti nek produkt, da da na trg, zaključiti projekt. To je tisto, kar danes rabi svet, ne tisto, da pač nekje v vlakih govoriš, pa ne vem, razmišljati, kaj bi bilo fajn nekaj narediti. Produkt je realizacija, je tisto, kar je pomembno, ne vem, da rabiš nekaj člena med industrijo, pa med izobraževanjem. Res je. Se pravi, če bi lahko nadaljevala morda res s gospodom Zoričem, če vam postavim nekako isto vprašanje, namreč mi imamo praktično usposabljanje dijakov tekom šolanja. Imate vi morda kakšen predlog za nadgradnjo praktičnega usposabljanja, kakšno boljšo idejo, kako bi mi to izboljšali? Ste že slišali za praktično usposabljanje? Ja, seveda. Usposabljamo tudi v našem podjetju študente in dejansko vidimo, da ta umestna znanja so potrebna. Zapravo nekdo, ki obvlada elektroniko in mehaniko. Potem se moram zelo strinjati s tem, da znanje tujih jezikov je zelo pomembno, znanje programiranja je zelo pomembno. In da si študentje znajo predstavljati problem in potem najde pot, rešitev za ta problem. To je zelo pomembno. Torej, je možno konkretno sodelovanje med industrijo in šolami? Konkretno seveda preko projektov, takih, ki imate tukaj, je možno in to mislim, da se že odvija. Super. Jaz mislim, da imamo eno repliko, prosim lepo, hvala lepa. Na drugi strani. Ne bo replika, ampak mogoče skupno razmišljanje z predhodniki. Torej, mi stavimo na to, da pravzaprav je potrebno skozi izobraževalni čas, bodi se v srednji šoli, bodi se tudi pri študiju nadalje, pravzaprav en veliki del tega časa nameniti temu neposrednemu sodelovanju z delodajalcem. In ni boljšega, to ugotavljam vseh evaluacij, ni boljšega načina kot tako projektno delo, kjer pravzaprav idejo, ki prihaja mogoče iz strani delodajalcev, s pomočjo mentorjev, študentov, dijakov in jasno tudi predavateljev, se pride do rezultatov, ker na takih načinih se je do sedaj dokazalo, da pravzaprav v tej realni sferi, v tem realnem okolju dejansko spoznajo in razvijajo tudi te ključne kompetence, ki sem jih sam omenil, pa jih je tudi dr. Butala to dal, kar pomeni, da je vendarle tu smo na pravi poti, treba je gojiti to spoštovanje en do druge sfere in poskušati skupaj zgraditi tega bodočega mladega. Moja poanta prej je bila, da ga ne moreš v razredu zgraditi, je dejansko ti ga lahko zgradiš skupaj z tem, kar ga čaka na delo. To pa lahko vidi pri delodajalcu. Hvala lepa. Gospod Simčič, vi ste iz Fakultete za elektrotehniko in mislim, da imate tudi vi praktično usposabljanje za študente, imajo tudi študente, mislim, praktično usposabljanje. Zdaj pa moje vprašanje, kako pa vi izbirate mentorje? Kdo so tisti mentorji, ki podajajo znanje študentom, ki jim vi dejansko teoretično se razložite? Ali so dovolj strokovni? Zdaj, če lahko še malo za nazaj, jaz sem zelo presenečen na tem danes, kar sem videl in moram reči, da sploh ti dijaki, ki prihajajo,
iz srednje šole na fakulteto, ne se ne bojijo pač tistih znanj, ki jih bojo morali dobiti ali pa pridobiti. Predvsem na fakulteti je pomembno, da imaš željo, da fakulteto končaš. Vsa tista, da rečemo, nekatera manjka, ki jih mogoče ni, se jih da nadoknaditi, tako da brez kakršnekoli bojazni. Kar se pa tiče vašega vprašanja, bi pa tole rekel, pač pri nas na fakulteti seveda med študenti, ki končujejo fakulteto, seveda zbiramo tiste najboljše, se nekako tudi predavatelji, asistenti pogovorijo in kar izberejo tiste najboljše in potem te postanejo mladi raziskovalci ali kakorkoli sodelujejo. Seveda se jih povabi tudi že v času študija, tako da ni treba čakati glih do diplome. In potem ti najboljši študente, ki postanejo mladi raziskovalci, so seveda lahko mentori, zelo dobri mentori tem dijakom, ker nekako so bolj generacijsko usklajeni, kot pa mogoče mi malo starejši. Hvala. Toliko še stari niste, ampak vseeno, da nadaljujem. Gospod Rozina, vi ste iz Obrtne zbornice Slovenije, povejte mi, kako vi mislite, da bi mi oblikovali mladi kader po meri delodajalca in družbe? Se pravi, mlademu posamezniku pridoda njegovi vzgoji tudi njegova družina. Kako bi pa mi v šoli in mogoče tudi na študiju, tudi kot delodajalec, dopolniti to domačo vzgojo, da nekdo, ki je sposoben, da ga še bolj spodbuditi? Tole vprašanje je res zelo kompleksno, pa mogoče tudi dokaj vse težko, ampak nekako pri obrtno-podjetniški zbornici smo se pogovarjali tudi o tem, o tej ideji dualnega sistema in kako naprej. Obrtno-podjetniška zbornica vidi samo tako rešitev teh zadev, da se vključi tako šola, kot mogoče tudi CPI, kot ta inštitucija in seveda tudi obrtno-podjetniška zbornica z svojimi programi. Se pravi, le tako mislimo mi, da bomo prišli do nekih rezultatov. Se pravi, če skrajati so zadevo, niso tukaj pomembni samo dijaki kot takšni. Kompletna družba, tako vaš šolski sistem, tako vaši profesori, vsi skupaj bi mogli združiti neke energije in pa seveda potem tudi na visokošolski študij. Sprav, edino ta energija skupaj bomo dosegli nekaj cilj. Drugače pa pravi, posameznik težko. Hvala lepa. Sedaj bi pa si izbrala nekoga iz industrije, ker imam malce bolj kompleksno vprašanje. Mogoče gospod Pivac, vi boste začeli z zaposlovanjem, najbolj prvi, kar je spet ponovno podarjam vesela novica. Povejte mi, kakšno je vaše mnenje o poučevanju otrok s prirojenimi disfunkcijami? Naprimer, to so barvna slepota, nadlušnost, oviralne motnje in tako dalje. Vsi se zavedamo, da takšen kader je malce težje zaposljiv. Imate morda vi kakšen predlog, kje bi lahko pa takšni maturanti oziroma diplomanti mekatronike delali? Kje so zaposljivi? Definitivno se da tudi dobiti delo za take, ki imajo določene funkcijske, pač prirejene ali pa neprirejene napake. Treba se pa zavedati, da svojih omejitev. Se pravi, v tem primeru je treba iskati vse pluse na drugih straneh, kjer se lahko resnično izkažete. Ne se preda skriti napako, pa podariti tisti pozitiven del v takem primeru. Če boste na tisti strani tudi blesteli, jaz ne vidim nobenega problema, da pridete potem kot taki z neko motno disfunkcijo, kako že do poslitev. Res pa je, da je problem, recimo v industriji, če sam gledam, dobiti neko osebo, ki ima željo, pa ga dejansko zaradi svoje motnje ne more upravljati. Nažalost je industrija zelo kruta do tega. Vse se gleda preko denarja, vse se gleda preko zaključenih projektov, ker to je vrednota in na koncu samo plača. Če tega ni narejenega, ni plače, ni zaposlitve. Se pravi, take osebe bi mogle same najdeti prvič stvar, ki jih izredno veseli, ki jih motivira
najde potencial v tisti stvari in se osko specializira za tisto stvar in izstopa. Kolikor boste izstopali v tisti stvari, ne vidim nobene bojazni, da ne bi dobili potem v svoji smeri tudi zaposlitve. Gospod Lasnik, lahko prosim vam postavim isto vprašanje. Kako so zaposljivi v bistvu? Ja, časno sem bil na neki konferenciji, mogoče tukaj do kolegov, recimo šlo je za AEG v Mariboru, tam je predstavitev podjetja, ki se predstavlja novo vizualno platformo v letalu. Na eni strani je barman, na drugi strani je črkovno. Se pravi, kar je rekel kolega Pivec, je res. Ko pristopaš, si takoj opazan in tako je vzadi, seveda ne smemo pozabiti za dejansko, pa je res, da vsi ti ljudje, ki so nekako omejeni, morajo vložiti veliko več energije, veliko več volje in smo vsi v privilegiranem položaju, ki je pa res, da se najde posel, to vsakom ni, mislim, da razen, če je dejansko neka funkcija, ki je fizično ali pač drugačno ne boš popraviti, da se najde. Mislim, da to je vse iz mojega zunanja pota, nikoli v tem nismo različali, kakršnekoli negativno selekcija. Hvala lepa. Gospod Zorič, povejte mi, kakšna je dejansko veljava pri zaposlovanju, koliko v bistvu želim vprašati, kolikšno vrednost ima zaključni izpit, matura, diploma, ali ima to visoko vrednost, ali je samo znanje, kaj dejansko ročno, spretnost? Ja, samo znanje, veste, tisti papir ne prinese nekega rezultata. Ga pa potrebujete? Potrebujete ga za vstopnico, drugače pa važno je, koliko je študent inovativen, koliko ima želje, koliko ima volje, tisto je zelo pomembno. Tudi če nekaj ne zna, nič hudega, ga bomo že naučili, veste. Samo važno je, da vam pokaže željo za znanjem in da postane tudi tista goba, ki se posrka znanje. Take imamo najrajši pri nas v proizvodnju, zelo razvoju. Odlično. Lahko vam, gospod, da postavim isto vprašanje, prosim. Odlično, da še nekoga iz šolske strani. No, jaz mislim, seveda, znanje tudi zastara. Tudi to je pomembno. Spravi, tisto, kar ste se danes naučili, pa se boste jutri, čez 10 let, bo več aktualno, ker bodo prišle nove tehnologije, nova spoznanja, nova odkritja znanosti, če hočete. Ampak seveda, če imate dobro osnovo in če imate voljo to v osvajanje novega znanja, potem ne bo problemno. Zavedati se morate, pred vami je 5-60 leti, kdaj pa šli lahko v penzijo, ko bo treba dejansko ustvarjati to znanje, ki ga boste dobro razumeli, seveda bo takrat zastarelo. Gospod Pivec, ko boste vi zaposlovali, na kakšen način boste vi ocenjevali njihovo znanje, glede na vrednost njihove diplome oziroma mature ali praktično, dejansko praktično znanje? Ko so že kolegi povedali, prva stvar vstopnica definitivno je papir, ki ga boste mogli imeti narediti. Ta papir vam da širino vpogleda v različne sfere. In če tega ni širine, ni potem možnosti nadaljevanja dobrega dela v podjetju. Druga stvar, ki jo bi jaz vedno gledal, oziroma vedno gledam, kaj je že tak posameznik dejansko v življenju naredil. Se pravi, njegove funkcije, s katerimi problemi se on že dejansko spopadal. Ker lahko je konstruirati eno zadevo ali pa imeti določeno idejo. Če ne veš, kako boš prišel do konca, imaš lahko vmes 6 hudih stopenj. In če ne poznaš vsako od teh stopenj, bo zelo, zelo težko prišel do konca. Zato so zelo dobrodošli, recimo, taki projekti, ki danes tukaj delate, ki je na začetku ideja, potem je tim. Tim mora biti tisti, ki recimo vsak del se specializira za določeno stopno. Na koncu seveda vse skupaj mora biti en tak tudi brainstorming, recimo, da se ta zadeva razčisti, najde se vse napake, vse pomanjkljivosti, se pravi to zadevo narediti in potem na koncu tudi finalno narediti izdelek. V industriji sami šteje vedno je samo črno in belo, ni umestnih faz. Ne moreš se skriti, tvoj izdelek je tisti, ki pokaže, kdo si in koliko si dober. Danes je izdelkov na tržišču ogromno, izstopajo preko vsak svojo specifiko, funkcijo imajo lahko na koncu vsi isto. In v tem primeru so taki projekti, ki ste danes tukaj pokazali, izredno dobrodošli. Tudi na fakultetah
bi mogel biti izziv še hujši oziroma nadgradnja tega obstoječega sistema, da dejansko, ko pridete do podjetja, da lahko predstavite sebe, kaj ste že naredili, kater projekt, s katerimi problemi ste se ukvarjali, kaj ste doma naredili, v garaži, kjerkoli, vse ni važno. Važno je dejansko, da pokažete en spektr znanja, ki ga imate, pa da se tega niste ustrašali. Ker v industriji dejansko se moraš biti vsak dan z novimi problemi, kateri ne moreš dobiti odgovor dejansko. Kako ga dobiš z določenim mentorstvom, preko svojih delodajalcev, zaposlenih, ki ti dajo, ki ti usmerjajo, ampak seveda so vse te stvari potem specifične za nove izdelke. In zaradi tega je treba potem zadeve zelo preko z eno vnemo lotati. In tako ljudi tudi mi iščemo. Tudi meni, ko sem delal prvič ta projekt, so 6 inženirjev z zelo visokimi stopnjami rekli, Simon, ti si nov, to ni mogoče narediti, ni problema, to ne dela, to ne dela, to ne dela. Dejansko sem rekel, jaz vse se da, da se bo dali. Tistih 6 problemov sem združil v eno celoto, ki na koncu dela. Tako da tudi vam bi rekel, vsem v dobro, vam sem učiti se, na koncu pa delati. Danes, kdo ne dela, ne bo imel za jesti, ni šans. Tudi tujina, če mislite, da boste šli v tujino, tujina išče bistere, ki so že nekaj pokazali, ki so že nekaj naredili, ki so že nekaj izstopali. Če ne boste izstopali, ne boste drugo delali. Mi iščemo dejansko perspektivne mlade, takih, kot ste vi, ker poleg šolstva, recimo, naredite še en projekt, ki vam vzame določeno energijo, določen del časa in to cenimo. Zakaj? Zato, ker vemo, da tak človek, recimo, ne bo samo v 8 urah delal svojo službo, prije do problema, bi treba rešiti. So časovni normativi, se tema spopraviti s temi. Vse to se treba zavedati in tak dejansko bo prišel do cilja, da bo tudi seveda s svojim znanjem pa svojo energijo to bo vedno boljša služba in seveda na koncu tudi večjo plačamo. Tudi s tem je to povezano. Najlepša hvala. Dr. Škarjanc, vi ste iz fakultete za elektrotehniko, pa me zanima ena stvar, kolikšen poudarek dajete ljudi na timskem delu, glede na to, da smo opazili, da v bistvu mehatronika zahteva ogromno timskega dela. Imajo timske projekte študenti? Jaz bi se najprej govoril nazaj na tole, ker smo sebe sicer o znanju, o papirju. V vsak način je zadnje dovoljeno znanje. Jaz sem prepričan, da na naših fakultetah tehničnih smeri vsi diplomanti pridobijo to znanje. Te diplome niso nekaj, kar ni to samo papir, kot se v zadnjem času pogosto dogaja, ampak so to posledica nekega znanja, ki je treba pokazati, kjer je treba določiti projekte napraviti. Naši študenti delajo diplome v podjetjih, v večini primerov, prihajajo potem s projekti iz podjetij, dobijo mentor na fakulteti, ki dela z njim teoretično, mentor v podjetjih dela z njimi praktično in se potem že v tem času naredi kar lepe projekte. Torej, naše diplome, jaz lahko trdim, da diplome s tehničnih smeri nas niso samo papirni, da so povezani z nekaj kar dobrih znanj. Ja, se pravi, da pridodajo nekaj vsakemu podjetju. Tako. Super. To je zelo pohvalno. Sedaj pa, če ima morda kdo iz publike kakršnokoli vprašanje, mislim, da bodo naši gosti z veseljem odgovorili. Sama pa bi postavila vprašanje vsakomu. In bi lepo prosila, če mi lahko res vsak odgovori, kako oziroma kje vidite mehatronike oziroma mehatronike v prihodnosti. Gospod Zorič? Ja, lepa, zanimivo vprašanje. Mehatronika je v bistvu naša smer, vidimo tole, posebej pri električnih avtomobilih, brez mehatronike to ne gre. Mi smo morali praktično, mi smo izumljali, ampak smo sodelovali pri začetku 90-ih let, smo v bistvu začutili to področje, ki ga še ni bilo, da bo moralo biti uvedeno, to smo z dr. Jezernikom Karlom, katerega poznate tudi takrat, ugotavljali, da bo tega prišlo. Tako da področnost je sigurno in brez tega ne bo več. Torej, dijaki, mislim, da ste se izbrali pravi poklic. Prosim, gospod Simčič. Ja, tudi jaz bi rekel, da predvsem mekatronike
kot dijake, kot študenti, kot tisti, ki iščejo zaposlitev, vidim, da imajo ogromno prednost, predvsem v tem, da je njihova smer, da rečem, interdisciplinarna. To pomeni, da združujejo znanje iz več smeri. Predvsem, če primerjam diplomante posameznih fakultet, je tukaj le, mogoče ni toliko detaljnih znanj, ampak so pa tiste znanja, ki jih nekako podjetja iščejo, so bolj usmerjena v ta razvojna podjetja. Predvsem te mekatroniki jih vidim kot dobre vodje kakšnih razvojnih timov v posameznih podjetjih, kjer dejansko lahko tudi to, kar smo danes videli, to svojo željico po inovativnosti, po raziskovanju, lahko prenesejo potem tudi v podjetje preko svoje zaposlitve, tako da tukaj jaz se ne bi bal za kakšne brezposelne mekatronike. Super. Hvala lepa, gospod Kutara. Ja, jaz mislim, da je prihodnost zelo svetla za mekatronike. Če pogledam malo nazaj na začetku, sem rekel, da včasih nismo vedeli, da se temu tako reče. Po mojem mnenju mekatronika izhaja iz avtomatizacije, ker v proizvodnji smo ljudje najprej videli potrebe potem, da nekaj naredimo hitreje, ceneje, učinkoviteje, kvalitetnejše in to je avtomatizacija omogočala. Potem je pa to preskočen, jaz bi rekel, 20 let nazaj, približno 15 let nazaj, še na druga področja, v medijsko tehniko, v široko potrošnjo, če hočete, kamorkoli. Pravzaprav to, kar se nam obeta, ta nova industrijska revolucija, industrija 4.0, kot se reče, ali kibernetsko-fizični sistemi, ki prihajajo, to je pravzaprav vse na osnovi mekatronike. In to, kar sem danes videl od enega mojega filmskega študenta in njegovih dijakov, da v bistvu lahko avto krmili z mislimi, to je prihodnost. Res je, hvala lepa. Upam, da ta avto je čim prej kupila. Ženske delujemo drugače. Kar se tiče zaposljivosti, so kolegi tako vedeli vse. Problemov zaposlitvijo ni, ko se vede, sem izpostavil eno statistiko, ki sem nekaj časa prebral. Skandinavci recimo se zaposlijo, samo zaposlijo v 55%, 65% se zaposlijo v podjetjih staršev. Mi nimamo takega kapitalizma, tako kot smo oni imeli, zato je pa nam procent nekje 5-7%. Drugo, kar so pa fanti zelo pokazali, pa meni daje veliko upanja, je pa tudi to, kar so se kolegi še dogovarjali ves čas, pa mogoče je bilo preslišano. Timsko delo, več je bilo omenjeno. Vsi so delali v timih, noben je bil sam. Zdaj, razsežnost, pa bom rekel, stopnja zahtevnosti produkta, pa projekta, ko ga bojo delali, bo dokazala, kaj bo je rabi. Kaj bo je rabi kolegi strojništva, govorim zdaj za univerze, pa fakultete, elektrotehnike, pa drugega. Ampak to se že učijo tukaj uporabljati, mislim, da je treba samo nadgradnjo nadaljevati. Industrija bo povzela, tako da ima že gospod Pivec presep, pa je imajo Pipistrel, ima še veliko podjetij, ki so danes, rekel, že lahko rečemo globalna podjetja. Prav so čisto malo, bolj steta. Hvala. Hvala lepa. Gospod Razina. Jaz tudi kot predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice, seveda sem tudi samo zaposlen in ta vprašanja v bistvu sem že prej izvala. Še enkrat jaz trdim, da poklic elektronik, mekatronik sigurno ima področnost in ima priložnosti, kjer ni vezan samo na svojo elektroindustrijo, ampak ta poklic je zaželen širše v vseh procesih praktično v gospodarstvu, tako da jaz ne vidim bojazni, sploh statiste, tako so kolegi prej že omenjali, ki bojo izstopati, ki bojo pripravljali sprejeti izzive, jaz mislim, da sploh ni bojazni. Jaz bi mogoče sam še to izkoristil zdaj, jaz bi nekoč tudi dijak te šole, ker sem iz elektrostroke in to je res lep poklic in jaz se veselim vsakega dneva dela na tem področju, tako da mislim, da je pogumno naprej in ni bojazni, čeprav še enkrat, res ni svetle prihodnosti trenutno, ampak jutri bo nov dan, nova priložnost in izkoristite. Ampak bistveno je, da vseeno ostanemo optimistični. In bodo spremembe, bodo. Prosim, gospod dr. Šveljanc. Mislim, da za dijake, ki so odprli takih projektov, kot smo jih videli danes, ni bojazni. Tukaj se vidi, da imajo znanja določena
nekaj treba še nadgraditi, seveda imajo širine, imajo temeljni znak, imajo pa veliko motivacijo. To je tisto, kar je pravzaprav bistveno celotna stvar. Torej, veliko znanja in seveda velika motivacija, da stvari tisti, ki bodo pač to nadgradili še naprej, potem za njih pravzaprav imajo znamenje razni. Torej, bistveno je pač to, da so predani temu, da kolega so pripravljeni delati več, da so pripravljeni to vložiti več svojo energijo. Ker konec koncev avtomatizacija na drugi strani zmanjšuje potrebe po določenih profilih. Smo pač tisti, ki bodo dosledi svojega mnenja, tisti, ki bodo pač lahko prosperirali. Torej, pripravljeni več vlagati v stvar, kakorkoli, znanjem z energijo, z vsem. Hvala lepa. Veliko je bilo že povedanega, ne bi se rad ponavljal. Definitivno mehatroniki imate zelo veliko prihodnost, predvsem zaradi te širine, ki jo upravljate. Tako je bilo že prej omenjen, vse se mogoče ni treba zaposliti v nekem podjetju, se lahko prejte tudi svojega. Se pravi, v tem primeru morate mi drzno idejo, projekt od zadaj in če ga boste dobro splavili, boste lahko sami sebi dejansko preživeli. Mogoče še kakšen od svojih kolegov, ki imate danes v timih, skupaj odprli zadevo, da vam bo lažje. Ker konec koncev, kako je bilo že tudi omenjen, nikoli nisi sam, nikoli ne moreš reči, da si vse sam naredil. Ampak vedno je en tim, ki bo držal skupaj, pa ga bo to zadevo ustvaril, tako bo tudi lažje. Kar se tiče evolucije dejansko dela, če boste sledili vsem stvarem, ki se dogajajo, boste dejansko tudi s tem, tudi sami z kasnejšim izobraževanjem, mogoče pa šli do kakšnih novih spoznanj, ali pa mogoče se boste usmerili v kakšno drugo specifiko, ki mogoče danes sploh še ne razmišljate, ampak to je pač čas in če boste temu s časom in vredno sledili, ne vidim nobene bojazni, da se ne bi najdel delal tudi za vas. Hvala. Hvala lepa. Anda? Ja, to nelagodno zadnji. Ampak jaz bi tako mogoče strno. Očitno interdisciplinarna znanja so znanja bodočnosti, zato ker se discipline med seboj vedno bolj prepletajo, tako kot se moramo ljudje za končne produkte vedno bolj prepletati med seboj in svoje znanje združiti, da pravzaprav imamo napredek. Vi ste to dokazali sami v vašimi projekti. Jaz sem pa zadovoljen, da pravzaprav v srednjih šolah lahko in sistem dovoljuje tudi take projekte delati, kar pomeni, da smo pravi smeri zavrteli zadeve in z ostajnim pravzaprav delom na šolah, tako kot sem rekel prej, s pomočjo delodajalcev, lahko pridemo do tistih profilov, ki so profili bodočnosti. Mehatronike nisem dvomil pred leti. Ko sem bil eden od odločevalcev, da v to gremo, takrat nisem dvomil in ne dvomil niti sedaj. Hvala lepa. Dragi gostje, upam, da me ne zamerite, ampak med vami nimam nobene ženske predstavnice, zato bi lepo vprašala, če bi morda dodala k temu vprašanju, kar govori naša ravnateljica, gospa Hani Al-Mansur. Mogoče? Moji vejo, da imam rada zadnjo besedo, se upravičujem malo. Poglejte, mehatronika. Jaz sem po profesiji strojnik, tak, ki ne mara štroma. Ampak, ko smo to uvedli na šoli, ta profil in me je danes moj pomočnik malo uvajal, kaj pomeni to mehansko, elektronsko združevanje in to, sem kljub vsemu prisluhnila moškemu. In ja, mehatronika je bodočnost. To ne dokazujejo samo mladi, ki se vpisujejo v te profile. To dokazujete vi. In moram reči, da kot organizatorica in gostiteljica 7. foruma mehatronike sem neizmerno ponosna, ne samo na te naše strokovnjake, ki so se odzvali našemu vabilu, ampak predvsem na vas. Na vas dijake, ki ste zame, ker prihajate kot cvet iz vaših šol, resnično dokazali, da ste za nas danes vsi zlati, vsi najboljši in vsaka čast vam
in vašim mentorjem. In jaz upam, da so tudi vaši mentori in vaši ravnatelji ponosni na to. Na vas pa je, da ne rečete, čez 10 let, enkrat sem pa nekje dober bil. Vse življenje je pred vami. Pred vami je to, da oblikujete vašo prihodnost, ki ne sme biti prihodnost strojništva, ne sme biti prihodnost elektrike, mora biti prihodnost, ki ste si jo že začrtali. V nekem mešanem področju, gospod Butala je rekel, da včasih nismo vedeli, kako se to reče, ne? To je mehatronika, pa ne bo to mehatronika na področju avtomobilizma, na področju nekih manjših pripomočkov strojev ali večjih strojev in naprav. Dragi moji dijaki, dragi naši dijaki, prihodnost je vaša. Od vas pa je odvisno, kako boste prehodili začrtano pot. Tu ste slišali, kaj vse je možno, kaj vse vas čaka, kaj vse je lahko vaša prihodnost. Le izkoristiti jo treba. Najlepša hvala, gospa ravnateljica. Jaz upam, da mi ne boste zamerili, če niste imeli čisto zadnje besede, ker bi pa rada zadnjo besedo predala vam, dijakom in seveda mentorjem. Sedaj pa vprašanja na plano. Strokovnjake, goste imamo tukaj. Karkoli vas zanima, nobeno vprašanje ni napačno, prosim. Je kakšno vprašanje? Jaz bi vprašal gospoda Pivca, kako deluje vaše vozilo, kvadrokovo? Hvala lepa. Me ni skrivnost, lahko povem. Sistem čolna preko je že znan, že tisoče in tisoče let. Sistem plovil z podvodnimi krili je znan že dobesedno več kot 100 let. Sistem, ki smo ga pa mi naredili, je pa znan samo par let. Zadeva deluje tako, da čoln, katerega imamo, ima več, elektromehanskih sklopov ali pa mehatronskih sklopov. Eno so recimo podvodna krila, katere mi imamo, so povezane s posebnim električnim sistemom, ki jih dviga in spušča nad čoln in od čoln. Isto je tudi motor krmilna, ki se dviga in spušča. To pa zaradi tega, ker s takim čolnom ni možno priti v plitvino, se pravi, moramo imeti v prvi fazi dvignjena krila in motor, da pridemo do globine 1 metra. Ko pridemo do globine 1 metra, pritisneš samo tipko, grejo krila dol v svojo pozicijo vožnje, pritisneš drugo tipko, se motor spusti v vožnjo. Na multifunkcijskem volanu, ki je upravljan s touchscreenom in vse samo z 2 palcema, upravljate mnogo funkcij. Na tem pravilu lahko potem, bom rekel, poženete samo s dotikom prsta na volanu samo plovilo, pospešujete pri hitrosti 10 do 12 km/h se zaradi vzgona, ki ga povzroča hitrost in seveda samih profilov kril, plovilo dvigne nad vodno površino, zaradi česar se zmanjša vodni upor. S tem se zgodi to, da imamo izredno majhno porabo, 75% manjšo porabo primerjavi s klasičnimi plovili. Zaradi tega magnetni sistemi motorjev in vseh stvari so izredno razbremenjeni, porabe razbremenjeni, oziroma imamo povečano hitrost ali pa povečan domen. Vožnja s takim plovilom dejansko je trenutno mogoča s temi sistemi, ki jih imamo do 40 km/h. Sistem dejansko, ki smo ga razvili, je plovilo, v osnovi pa ni plovilo. Je večfunkcijsko, naprava oziroma neke vrste go-kart. Zakaj? Ker tudi vsa 4 krila in motor sočasno zavirajo. Se pravi, imamo to kompleksne funkcije v samem plovilu, ki do zdaj ni bilo nikjer še uporabljenih. Imamo sisteme iz avtomobilov, iz helikopterjev, iz avionov, imamo sisteme, ki se uporabljajo v avtoindustriji, v dirkalnih avtomobilih, imamo sisteme sledenja dejansko plovila, kraje. Mislim, tukaj noter je toliko enih stvari, jih do zdaj ni bilo nikoli uporabljenih. Dejansko najbolj, sofisticiran čoln na svetu smo naredili. Zadeva, ki pa je predvsem perspektivna pri našem produktu, je pa to, da ko se čoln dvigne iz vode, plujete dejansko kot dvigne zračni benzin, lebdite. Udobje se blazno poveča, a na drugi strani imamo še presenečenje.
Ko začnete zavijati s tem plovilom, imate radi 7 metrov. 7 metrov z 40 km/h je približno 2 G sile. To je to, ker če bi približno z dvakratno svojo telesno težo vas vlekli ven iz čovna. Če je kdo vozil gokart s polnim gasom, ve, kako je to voziti. Če je kdo vozil kaj takega na vodi, potem vidite to še dvakrat hujše. Tako da je dejansko zadeva izredno adrenalinska, po drugi strani pa je izredno ekonomična. Vsaj 1 ura vožnje s takim plovilom, kada imamo mi stane manj kot 1 evro. Se pravi, dejansko s to avtonomijo baterij, s to hitrostjo, ki imamo zdaj narejeno, je možno, mogoče se vozi do 100 km/h za 75 centov. Trenutno ni na svetu nobenega prevoznega sredstva, ki bi omogočil tako efikasno vožnjo. Kaj še ne more? Hvala lepa, upam, da se bomo tudi mi enkrat peljali s takšnim plovilom. Morda še kakšno vprašanje? Nič se ne bojte. Nič. Potem pa mislim, da je čas, da zaključim današnjo okroglo mizo z naslovom Vsi obrazi mehatronike. Vsem gostom bi se radi srca zahvalila, da ste si vzeli čas in prišli pogledati naše dijake in seveda tudi njihove izdelke. Zaključila bi pa z eno mislijo, če smem še Matjaž to, potem pa res končam. Da sem prepričana, da boste kot mozaik, ki ga nenehno ustvarjamo z močjo svojega znanja, dela in poguma, sestavili tako, da boste v množici poti in stran poti našli svoje mesto, svoj lastni jaz in svoj smisel. Tako da, najlepša hvala.